Spoštovani gospod Dominik, ker se je po tej moji nedavni odločitvi, da bom nehala z oglašanjem v medijih, zgodilo marsikaj, kar mi v srcu govori, ugotavljam, da moram še pisati, še vsaj do slovenskih državnih volitev. Še zlasti po brezupno tragičnem atentatu na ameriškega krščanskega aktivista Kirka, kar je v svetu nasprotovanje zahodni krščanski kulturi še bolj zaostrilo, bom do slovenskih prihodnjih državnih volitev še pisala. Upam, da bom lahko tudi objavljala. Navsezadnje je tudi v Sloveniji že tako hud levi totalitarizem, slovenski in bruseljski, da preprosto nimam nikakršne moralne pravice, da bi odnehala prej, preden mi to onemogoči leva totalitarna oblast. V to, da bom s pisanjem nadaljevala, me je že skoraj prisilila slovenska levičarska zavrnitev poslancev Svobode podpore ustanovitvi sklada za pomoč zdravljenjem in nakupom zdravil v tujini otrokom z redkimi boleznimi. Torej je moralna dolžnost vseh Slovencev in državljanov Slovenije, da vsak po svojih močeh ne dovolimo ponovnega hladnokrvnega pobijanja tokrat nedolžnih bolnih otrok samo zato, ker bi se potem moral nekoliko znižati standard slovenskih levih oblastnikov. Ti se zdaj celo opero na Dunaj vozijo z letalom na državne stroške. Sramota! Vse moramo storiti, vsi državljani Slovenije, da ne bi ponovno prišla na oblast stranka Svoboda s predsednikom dr. Golobom. Ta dogodek, zavrnitev pomoči veliki skupini hudo bolnih otrok, kar je svojevrsten poskus genocida v slovenskem parlamentu, je prav grozljivo morbiden. Poleg tega pa je grotesken, ker se je poznejšega protesta proti takšnemu ravnanju v parlamentu udeležila tudi prva dama Slovenije, kolikor ni prva dama gospod soprog predsednice države, pa saj je vseeno. Predsednica itak ljubi samo palestinske otroke. Kaj moremo? Ampak sama se s tem, da je prva dama njen soprog, ne strinjam. Tako mislim, gospe Tini Gaber Golob se moramo v bistvu zahvaliti, ker stopa po samostojni politični poti, verjetno po zgledu prve dame ZDA, naše ljubljene Melanije. Prav pa bi bilo, če bi gospa Tina Gaber Golob napisala javno pismo svojemu soprogu, naj takoj zahteva izredno ponovno glasovanje v slovenskem parlamentu, da ne bodo naši zlati otroci z redkimi boleznimi, še bolj pa njihovi mučeniški starši, izgubili še poslednjega upanja. Naša ljubljena Melanija je Putinu napisala podobno pismo, naj pomaga ukradenim otrokom, in prosila soproga, naj mu ga izroči, ko se bo z njim srečal na Aljaski. Verjamem, da bo dr. Golob prisluhnil prošnji svoje nove žene in v to trdno upam. Prosim pa tudi spoštovano vodstvo slovenske cerkve, lepo ga prosim, naj javno podpre ta parlamentarni predlog. Pa lep pozdrav in še eno lepo pesem Fanny Hausman za konec. Moje drago, v moji domovini pred hišo stalo je drevo zeleno, senčno, ki bilo mi je vse. Bolj zvestega prijatelja za me na sveti ni. Delilo je žalostne in srečne moje dni. Na drevu nekdaj visel venc sreče moje je, pa zdavnej že usahnile so njegove rožice. Ali vse me je izdalo, prijatelj, ljubica, in vse me zapustilo,
Za me ni sreča bila. Le k mojemu drevesu sim bežal spet nazaj, v njega senci najšlo je srce mir do zdaj. To drevo sim tak ljubil, ker bilo mi je vse, posekano zdaj, moje, žnim zadnjo drago je. Frančiška Butolo.